Zakaj bi nekomu priporočil študij menedžmenta korporativne varnosti? No, menedžer korporativne varnosti je v bistvu človek, ki potrebuje in ima zelo multidisciplinarna znanja. Torej znanja ne samo v okviru družboslovja multidisciplinarna, ampak multidisciplinarna tudi v smislu tehničnih in naravoslovnih znanj v kombinaciji z družboslovnimi znanji. Torej za reševanje sodobnih varnostnih problemov, v katerih se danes lahko znajdemo v vsakdanjem življenju, v delovanju nekega podjetja, neke korporacije, v delovanju nenazadnje neke regije, države, je v bistvu potrebno to multidisciplinarno znanje, ki je v bistvu garant, da v bistvu zmanjša to diferenco med percepcijo in med realnostjo neke grožnje, ki jo imamo v nekem okolju. Zdaj, znanje kot tako ni v bistvu dovolj. To je v bistvu nujen pogoj, ki ga v bistvu moramo razvijati za neko kilometrino nekih izkušenj, ki jih potrebujemo. Te pač pridobimo v nekih timih, torej nek mlad diplomant ne more pričakovati, da bo z znanjem, ki ga bo dobil kvalitetnim znanjem v okviru tega študija, že sposoben reševati vse probleme. Lahko pa pričakuje, da bo v bistvu kvaliteten del nekega tima, ki je v bistvu sposoben odreagirati pravzaprav in pravilno pristopiti odmerjeno in celovito hkrati nekemu problemu, ki se pojavi v vsakdanjem življenju nekega podjetja. Velik izziv za varnostnega menedžerja je tudi to, da v bistvu se bo v vsakodnevnem delu znašel naenkrat, da bo reševal probleme na nekem mikronivoju, to je neki zelo drobcen varnostni problem v podjetju ali v neki organizaciji, hkrati pa bo istočasno ta problem moral soočiti z nekim strateškim globalnim problemom. Torej, to je tisto, kar v bistvu je izziv in kar morda druge funkcije menedžmenta ne omogočajo, recimo v takem obsegu, kot pač ta varnostna funkcija v nekem podjetju. Zato je v bistvu izjemnega pomena, da recimo inštitucija, kot je GEA College, izobražuje tudi varnostne menedžerje, ki so del nekih timov, v bistvu nekih upravljavskih timov v podjetjih in na ta način, na nek celovit način najlažje rešujejo probleme. Ni dovolj samo izobrazba, kot sem rekel, so potrebne tudi izkušnje, no to pa je tudi recimo en dober temelj, da se v bistvu začne znanstveno raziskovalno raziskovati določene te probleme in jih tudi potem nadgrajevati ne samo v znanstvenem smislu, ampak tudi potem v nadaljevanju v praksi. Če bi lahko ocenil v Sloveniji predsednike uprav ali pa glavne odločevalce, ali bi jih ocenil v večini ali v manjšini tistih, ki razumejo rizike in ki znajo upravljati s tveganji? Jaz moram reči, da se tveganj vse bolj zavedajo vsi menedžerji. Ne zavedajo se jih pa morda vsi dovolj urejeno, tako kot se jih pač moramo zavedati. Morda se bolj zavedajo tistih finančnih, ekonomskih tveganj in tveganj področja, recimo, kjer nastopajo na nekem tržišču. Če pa želijo biti uspešni, morajo pa celovito pogledati na tveganje, no in tu jim lahko recimo en dober varnostni menedžer z izkušnjami, z izobrazbo, ki jo pridobi na GEA Collegeu, zelo, zelo pripomore.